Kar se je pravkar zgodilo v Belgiji, je opozorilni znak za vse nas. Še posebej za tiste, ki živimo v državah, kjer je svoboda govora še vedno osnovna pravica, saj se ta pravica posameznikom po vsej Evropi počasi odvzema. In na to moramo gledati kot na opozorilno zgodbo in razumeti, kako zelo slabo je postalo, ker, prijatelji moji, postalo je grozljivo slabo. Ta zgodba me je šokirala. Torej, to je zgodba o Drisu van Langenhoveju. Prav, on je desničarski aktivist, takšna osebnost. Mislim, da je bil v vladi in to je včeraj objavil. Zelo žalostna objava. Pravkar sem bil drugič obsojen zaradi sovražnega govora. In le zaradi tehnične podrobnosti me niso mogli takoj poslati v zapor, kar je sodnika zelo razjezilo. V ironičnem preobratu dogodkov sem pravzaprav zaradi svoje prejšnje zaporne kazni, zaradi mimov v zasebnem skupinskem klepetu, zdaj še vedno na prostosti. V redu, ta tip je bil poslan v zapor, ker je pošiljal meme v zasebnem skupinskem klepetu, kar je že samo po sebi noro, a zgodba postane še hujša. Februarja 2024 je imel predavanje na Katoliški univerzi, kjer je množične migracije povezal s kriminalom in poslabšanjem kakovosti življenja. Dejstva. Vsaka njegova izjava je bila 100% resnična in najbolje podprta z znanstvenimi dokazi. Zakaj je ta točka pomembna? Zaradi tega, kar je rekel sodnik, ki ga je obsodil. In še enkrat poudarjam, ne boste verjeli temu. Dobrodošli v oddaji Pushback. Resnično se moramo upreti. Jaz sem Mejra K., vaša gostiteljica, zato se naročite na kanal in podprite ta video. Pojdimo k bistvu. To je sodnik napisal v svoji sodbi. Tudi če so vse izjave, ki jih je podal van Langenhove, utemeljene na znanstvenih dokazih in statistiki, to nima nobenega vpliva na kazenski naklep. Van Langenhove ni obtožen širjenja lažnih informacij. Obtožen je predstavljanja dejstev na način, ki spodbuja sovraštvo do oseb na podlagi ene ali več varovanih osebnih okoliščin v zakonu proti rasizmu. To je veliko besed samo zato, da pove, da me želi poslati v zapor, ker govorim resnico. Zato želim biti zelo jasna. Ta moški je imel predavanje, na katerem je delil resnico. Zdaj, ali je bila ta resnica težka za ljudi, da jo sprejmejo? Morda, ampak on je povedal resnico in sodnik je to priznal. Ampak ker bi se ta resnica lahko razlagala kot spodbujanje sovraštva do skupine somigranti, je zato zaprt zaradi sovražnega govora. Kaj za božjo voljo se dogaja? Kaj? Dejansko se dogaja nekaj popolnoma noro zmedenega. Resnično ne morem verjeti, kaj se dogaja. Zdaj vam želim dati malo konteksta, preden se pogovorimo več o tej zgodbi. To se trenutno dogaja v Belgiji. Je lep sončen dan, nekaj, kar se v Evropi ne zgodi pogosto. Ljudje so šli na plažo in to jih tam pričaka. Zdaj že po videzu teh ljudi lahko vidite, da niso domačini iz Belgije. To so ljudje, ki so prišli od drugod. Zdaj, še enkrat. Poglejmo, vrzimo še en pogled na plaže. Zdaj, ne vem, če ste že kdaj srečali Belgica, ampak to je družba, ki se ponaša s svojim vedenjem, svojo vljudnostjo in s tem, da je zelo, zelo čista. Moram dodati še to, da so tudi kraj, kjer ima sedež Združeni narodi. Da vam malo približam njihov način razmišljanja. Iskreno, na osebni ravni mi Belgijci niso posebej všeč. Ampak so ljudje, ki stvari delajo zelo, zelo pravilno. To ni belgijsko vedenje. Ali lahko rečem, da je ta smet neposredno povezana z migrantom? Absolutno ne. Nisem neumna. Tega niti ne bom poskušala trditi. Vendar pa je takšna miselnost ljudi, ki pridejo v našo državo in preprosto onečastijo zemljo, ker jim ni mar zanjo, pokazatelj ljudi, ki jim ni mar. Zdaj pa še več. Belgija je v resnih težavah. Mislim, res je noro, kaj se tam dogaja. Ampak žal, to ni samo evropski problem.
Ko sem rekla evropski, sem mislila belgijski problem. Ker ljudje, ki so zagovorniki svobode govora in poskušajo nekaj povedati, imajo dejansko težave povsod po Združenem kraljestvu, po Španiji in Franciji. In če pomislim, da se ljudje po vsej Evropi vsak dan trudijo, da bi lahko delili svoja iskrena in resnična mnenja, je to lahko problematično. To jim ni všeč. V Združenem kraljestvu je vedno več agresije in po besedah vodje sindikata to postane jasno med najinim intervjujem. Združeno kraljestvo. Združeno kraljestvo. V redu. Kako gre? Ja, tako je. In imeli bomo dan sonca, morskega kaosa. Prav? Torej pravijo, glejte, nekaj se dogaja. Želim poudariti, da to sploh ni vprašanje črnih proti belim. Gre za ljudi, ki so izvorno iz Belgije. Med njimi je veliko temnopoltih. To je v redu. Ampak množični migranti, ki prihajajo in nimajo nobenega spoštovanja do njihove države, kaj ne? Tako se obnašajo do nje. In zdaj se to končuje ali pa ne končuje oziroma začenja s takšno zgodbo. Ker iz nekega razloga vlada in sodniki menijo, da je pomembneje zaščititi množične migrante kot dejanske prebivalce Belgije. Ne pozabite, tudi če so vse izjave Van Langenhofa utemeljene na znanstvenih dokazih in statistiki, to ne spremeni kazenskega naklepa. Van Langenhof ni obtožen širjenja lažnih informacij. Obtožen je predstavljanja dejstev na način, ki spodbuja sovraštvo do oseb na podlagi enega ali več zaščitenih meril v zakonu proti rasizmu. Da bi Van Langenhof storil kaznivo dejanje, ni potrebno, da bi spodbujal konkretna dejanja sovraštva ali nasilja. Dovolj je, da so drugi spodbujeni k splošni drži nestrpnosti ali neodobravanje do skupine, ki je zaščitena po merilih zakona proti rasizmu. To pomeni, da lahko greste v zapor zaradi spodbujanja sovraštva, tudi če so vaše izjave, prvo, 100% dejanske in tudi če niste spodbujali konkretnih dejanj sovraštva. Kar pomeni, da lahko jaz, s tem, ko snemam ta video in rečem, ali obstaja povezava med množičnim priseljevanjem in nižjo kakovostjo življenja ali porastom kriminala, ali pa vprašanja, ki so podatkovna vprašanja, znanstveno dokazana za to. Lahko bi bila nekdo, ki spodbuja sovraštvo in zato bi lahko samo zaradi postavljanja tega vprašanja na predavanju leta 2024 pristala v zaporu. In tudi vi bi lahko, samo če bi o tem razmišljali. Najbolj noro je, da se proti temu ni mogoče braniti. Na sodišče sem prinesla znanstvene študije, ki sem jih citirala, a sodnika ni zanimala. Prav tako sem dokazala, da je bilo med stotinami študentov na predavanju prisotnih študentov vseh različnih političnih usmeritev in vsi so lahko izrazili svoje mnenje ali postavili vprašanja. Predavanje je potekalo zelo mirno, tako da očitno nihče ni bil spodbujen k sovraštvu. Tudi to ni bilo pomembno. Ker če sodnik reče, da verjame, da obstaja možnost, da bi bil nekdo spodbujen k splošnemu neodobravanju, je to dovolj, da me sodnik pošlje v zapor. Tudi brez kakršnih koli dokazov. To je noro. Povem vam zato, da vas upozorim, da je, ko so ti zakoni o sovražnem govoru že sprejeti, že prepozno. Nikoli jih ne boste mogli premagati na sodišču. Ustaviti jih boste morali, preden bodo uveljavljeni. Naj bo moja usoda vaše opozorilo. Prav? Elon Musk je pravkar to objavil. Ponovno je delil Evin zapis. Dries je bil ponovno obsojen, tokrat zato, ker je povedal resnico o katastrofalnih posledicah množičnih migracij. Najbolj noro pri vsem tem je, da je belgijsko sodišče celo priznalo, da je Dries govoril resnico, saj je bilo to, kar je povedal, dejstvo. Vendar se zdi, da to štejejo za zločin, ker bi lahko vzbujalo sovraštvo. Dobro razmislite o tem. Kriminalizirajo resnico in uporabljajo Driesa kot primer. Stopimo skupaj, da mu pomagamo. Dries je mlad oče, pogumen domoljub in belgijski establishment ga že leta poskuša uničiti. Prejel je že toliko udarcev, res si zasluži našo pomoč. In če je spet kakšna zbiralna akcija zanj, moram reči, da ne vem veliko o njegovih stališčih in o tem, kaj govori. Ampak mi je precej jasno, da kdorkoli, ki izpostavlja množične migracije kot problem, samo navaja resnične informacije. In spet, morda je na druge načine popoln rasist. Iskreno, nimam pojma, me ne zanima. Ampak že samo, ko to preberem, ko preberem to sodbo, že samo, ko jo preberem, vem, da je tukaj nekaj zelo narobe. Kevin Bass, resnica je v Belgiji označena kot sovražna. Zato je govorjenje resnice nezakonito. To je še bolj strašljivo kot označevanje resnice za dezinformacijo. Popolnoma so nehali pretvarjati se. Odprto priznavajo, da so kriminalizirali resnico.
Naj bo to opozorilo vsem, da se kaj takega lahko zgodi kjerkoli, ker gre za sodnika, ki naj bi bil najvišja avtoriteta, kaj ne? To je oseba, ki naj bi rekla: odmaknem se od čustev in gledam zgolj na zakonitost. In tukaj pravi, da ni pomembno, ali je nekaj resnično. Ni pomembno, če se ni nič zgodilo na podlagi tega, kar je rekel. Če obstaja možnost, da se nekdo iz ene od teh zaščitenih skupin počuti nekoliko nelagodno, potem je to kaznivo dejanje iz sovraštva. Verjetno, če prihaja iz Belgije. Strašljivo na mnogo načinov, ker se sploh ne trudijo več pretvarjati. Ne pretvarjajo se, da to, kar je rekel, ni bilo resnično. In zato pravijo: pravzaprav je to res, ampak ti tega ne smeš reči, ker me spravi v nelagodje. Zato greš v zapor. Joj. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.